Kje se lahko ohladimo? Potrošniki cenijo svežo in lokalno pridelano hrano. Ali je v papirnicah in knjigarnah že gneča? Pogovor Ane Bučar in Stanislava Lipovška. Pozdravljeni, danes se je začel že tretji letošnji vročinski val, do vključno ponedeljka bo zelo vroče. Po nižinah bo najvišja temperatura tudi nad 35 stopinj Celzija. Preverili smo, kako vročino prenašajo Mariborčani, ki se v teh dneh raje zadržujejo doma, osvežitev pa iščejo tudi na Pohorju in ob Dravi. Čez vikend se bo živo srebro na naših termometrih znova dvignilo do 38 stopinj Celzija. Ker pregret beton stanovanjskih objektov v Mariboru že sedaj ne nudi več zadostnega hlada, Mariborčani iščejo osvežitev na prostem. Precej se jih poda na nad 1000 metrov visoko Mariborsko Pohorje, kjer so temperature za do okoli 5 stopinj nižje kot v dolini. Predvsem smo zgodaj zjutraj v naravi pa zvečer, pa zdaj smo se odločili, da še gremo na Pohorje. Ob gozdu tam fajn piha, drugače pa je to tudi peklinsko vroče grozd. Bomo nekako prinesli v senci, dosti pili, malo jedli, pa bo, ne? Rekorden obisk tudi letos beleži kopališče Mariborski otok, ki ga dnevno obišče tudi več kot 2500 ljudi. Tisti, ki se želijo več miru, pa se podajo ob in na Dravo. Je super na Dravi. Vleče tak fajn hladen veter po kakih meter na Dravo. Super. V sencu grem, se okopam, prižgem klimo, če sem not. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo vztrajale tudi še skoraj ves naslednji teden, nekoliko naj bi se spustile šele proti koncu tedna. Zaradi pomanjkanja padavin se stopnjuje tudi suša, vse večja je nevarnost požarov v naravi. V vročih dneh pa ne pozabite tudi na vaše hišne ljubljenčke, priskrbite jim zadosti sence in sveže vode. Zakorakali smo v avgust in otroci, predvsem pa njihovi starši, že razmišljajo o šoli. Nekateri so pohiteli in šolske potrebščine nakupili že pretekle tedne, drugi jih še iz različnih razlogov niso. A večina knjigarn in papirnic te dni sameva. Mestna knjigarna Maribor na ulici 10. oktobra, od jutra povsem prazna, v najhujši vročini čez opoldne komaj dočakamo eno družino, ki je večino učbenikov in potrebščin nakupila že prej. Je verjetno pogojeno tudi s finančnim stanjem oziroma z izdatki pa prihodki. Mi se pač nekako odločamo, da nekako poskrbimo malo prej. Medtem ko so starši pred leti še v vrstah čakali na nakup učbenikov in vsega, kar šolarji potrebujejo pri pouku, pa je zdaj slika drugačna. Zdaj, če se pogovarjamo o prodaji na blagajni, potem smo prodali, bi rekla, da občutno manj, ne? Zdaj, večina staršev se odloča, da te pakete za osnovnošolce, pa tudi že za srednješolce, naroči že konec junija in potem se plačilo lahko porazdeli čez vse poletje, ne? Mnogo družin izdatke za šolo omejuje, predvsem iz ekonomskih razlogov. Vsi ugotavljajo, da imajo še barvice doma, da imajo še papir doma, da imajo vse živo doma, tako da res bodo kupovali verjetno samo tiste najbolj nujne zadeve. Torbico pa določene stvari obdržali od lanskega leta, ker je naša Pija kar zelo skrbna pri stvareh in jih nekako čuva še od lanskega in se mi zdi pač nesmiselno, da bi kupovali. Večjo gnečo v knjigarnah pričakujejo v drugi polovici avgusta, ko se dopusti iztekajo in je šola res že pred vrati. Čeprav se povpraševanje po domačih pridelkih pri nas zadnje leta povečuje, samooskrba z zelenjavo upada, tako da smo pri lastni pridelavi skoraj dosegli dno. Podravski kmetje in strokovnjaki pa zdaj obljubljajo, da se bo to spremenilo in napovedujejo ukrepe za povečanje proizvodnje. Poletni dan na mariborski tržnici. Ponudba in povpraševanje kot običajno skromna. Med stalnimi kupci, večinoma upokojenci, kakovostno zelenjavo iščejo tudi mlajši. Verjamem, da je doma lokalno pridelana, pač odvisno kak ki, ne. Bolj sveže je pa domače pa tak. Boljšega okusa tudi kot v trgovini. V zadnjih 2 letih povečano povpraševanje po zelenjavi opažajo tudi pridelovalci. Na kmetiji Šabeder zelenjavo prideluje že 3. generacija. Paradižnik, kumare in papriko oberejo dan pred prodajo na tržnici. Tudi na naših stojnicah v Mariboru vsakemu potrošniku rečem, da naj si tudi pride na našo kmetijo pogledati, kje to raste, da vidi, da res so domače, da vidi, da je to sveže natrgano. Stroški domače pridelave zelenjave so zaradi pomanjkanja namakalnih sistemov in pokritih nasadov v primerjavi s sosednjimi državami višji. Odkupne cene pridelkov pa so, po zbranih podatkih Ministrstva za kmetijstvo, nižje kot denimo v Italiji, Nemčiji in Avstriji.
Če je dražje, je zdaj dražje, zato ker tu trgovci izkoriščajo to, željo potrošnika končno, da želi kupiti slovensko zelenjavo. Kmeta tako nič za ceno ne vpraša. Letos prvo leto pa je, da se sploh lahko kaj pogajajo o ceni, do zdaj pač to bilo, daj po tej ceni, če hočeš, če pa ne bom vzel tebe, bom vzel raje iz Italije. Želje kupcev po kakovostnem, svežem in okusnem pridelku v domači pridelavi vračajo ceno. Na kmetih in kmetijskih strokovnjakih pa je, da posodobijo pridelavo in vzpostavijo zaupanje v domačo ponudbo. Raziskave kažejo, da naj bi otroci, ki jih matere ne dojijo, imeli pogosteje težave z zdravjem, večja naj bi bila tudi umrljivost. Zato se ob letošnjem svetovnem dnevu in tednu dojenja poudarja pomen podpore doječim materam v njihovem življenjskem okolju. V razvitem svetu se je dojenje začelo opuščati po drugi svetovni vojni. Zaželeno pa je, da bi matere izključno dojile do otrokovega dopolnjenega 6. meseca, potem pa ob uvajanju mešane hrane dojenje nadaljevale. Jaz mislim, da je to čisto prav, da matere čim dalj časa dojijo zaradi tega, ker s tem povečajo otrokovo imunost. Ste sami dojili? Ja, še dojim. Pa mi je pomembno dojenje. Zakaj? Ja, za otroka je to pa tudi posebna vez med matero pa med dojenčkom. Da gre pri dojenju za močno odločitev, ki je povezana tudi z bolečino, meni gospa Izidora. Mati 2 otrok, ki je sama uspešno dojila, ima v svojem klubu za mamice in nosečnice brezplačno podporno skupino za dojenje. Ženska potrebuje podporo. Potrebuje podporo partnerja, potrebuje okolje, ki bo stalo ob strani. Zato se tudi velikokrat pogovarjamo, tudi z moškimi, da je to nekaj najlepšega, kar lahko njegova partnerka podari otroku. Otroci, ki se ne dojijo, so veliko bolj nagnjeni k boleznim dihal, prebavil, pojavom alergij in debelosti. Materino mleko namreč vsebuje več kot 400 sestavin, ki skrbijo za malčkov razvoj, v mlečnem nadomestku pa jih je le okoli 30. Doji preko 80% žensk izključno doji, ko so odpuščene iz porodnišnice. Nekje 3% je takih otrok, ki niso dojeni. Ker dojenje spremljajo tudi boleče in otečene dojke, mnogo mamic po odhodu iz porodnišnice preneha dojiti. Zato je ključno pravilno svetovanje. V Sloveniji imamo po besedah Golobove 55 mednarodno pooblaščenih svetovalcev za laktacijo in dojenje. Dolgotrajno pomanjkanje padavin in visoke temperature so močno prizadeli kmetijske pridelke. Po prvih ocenah sta suša in vročina ob Prekmurju največ škode povzročile v vzhodni Sloveniji in na obali. Ponekod je uničenega več kot 70% pridelka. Za namakanje so na ministrstvu za obdobje od 2007 do 2013 namenili skupno 12 milijonov evrov. Denar pa še ni v celoti porabljen. Škoda, ki jo je povzročila lanska suša, je bila ocenjena na 56 milijonov evrov. Vlada pa je za odpravo njenih posledic namenila 5,6 milijona evrov. Kmetje pa denarja še niso prejeli. Minister Dejan Židan bo v ponedeljek z ekipo obiskal Prekmurje. Ob nedavnem odstopu obeh nadškofov Stresa in Turnška je civilno-družbeni odbor za solidarno in pravično družbo na vrata ljubljanske stolnice obesil transparent s pozivom Slovenski katoliški cerkvi, da vrne denar. Ob tem so vidni člani odbora poudarili, da ne gre le za največji finančni, temveč tudi moralni škandal Slovenske cerkve, ki s prižnic pridiga o poštenosti, njeni najvidnejši dostojanstveniki pa za svoje grehe nočejo prevzeti odgovornosti, kar je razvidno iz izjav cerkvenih predstavnikov v tem tednu. Od zdajšnje vlade zato pričakujejo, da se bo distancirala od cerkve pri finančnem pokrivanju njenega dolga. V 69. letu starosti je umrl Jure Pengov, televizijski novinar, urednik, dopisnik, voditelj in avtor številnih oddaj. Bil je član ekipe, ki je pred 45 leti začela pripravljati prve televizijske dnevnike v slovenskem jeziku. Sodeloval pa je tudi pri nastanku oddaje Tednik. Prejel je več nagrad Društva novinarjev Slovenije. Po odstopu ljubljanskega in mariborskega nadškofa se je o reševanju finančnih težav z apostolskim administratorjem v mariborski nadškofiji pogovarjala Ana Bučar. Lepo pozdravljeni, dr. Stanislav Lipovšek, novi administrator mariborske nadškofije. Vodenje nadškofije iz Celja bo zagotovo veliko breme. Kako se boste tega lotili? Gotovo ne. Moram reči, da so moje predstave zelo skromne, ker pač sem prvič v tej vlogi, to je eno. Je pa res, da je pa dovolj navodil. Zakonik cerkvenega prava predvideva namreč, kako kaj početi, kako
se pač ravnati v času, ko neki sedež neke škofije ni zaseden, kot se je zdaj zgodilo za našo mariborsko nadškofijo. In zato naj bi ta apostolski administrator poskrbel, da bi se kar se da nemoteno nadaljevalo redno delo in bi se pripravila pot novemu pastirju oziroma nadškofu. In to je tudi moja naloga. Hkrati boste torej upravljali funkcijo škofa v Celju in nadškofa v Mariboru, ob dejstvu, da vendarle gre za administratorja, ne gre tako hitro pričakovati novega imenovanja novega škofa. To gotovo, konkretne rešitve zlasti v tem duhovnem poslanstvu škofije, to že, v tem saniranju tega finančnega položaja, pa kot vemo, pri teh bančnih strokovnjakih ne gre tako ravno hitro in smo že danes bili prvič skupaj, jutri bomo drugič, tako da se jaz tudi malo uvedem v situacijo, da bomo potem lahko nekako združenimi močmi nadaljevali, seveda z najboljšo dobro voljo, vendar pa je še kar nekaj ovir na poti in tudi nejasnosti, ki jih bo treba pojasnjevati. Jaz priznam, da nisem to strokovnjak za ta vprašanja, imam pač najboljšo voljo in pripravljenost, da bom skupaj z strokovnjaki skušal iskati najboljše rešitve. Ste sprejeli to vlogo tudi zato, ker ste morda kot stolni župnik že imeli določen vpogled, morda ste tudi kdaj lahko na kakšno odločitev dali kakšne pripombe, vemo ne vse zadnje, da ste rešili, da se tudi sedež stolnice ni vpisala hipoteka. To pa je, ja. Bil sem zraven, seveda, tudi včasih kar večkrat s kakšno kritično pripombo, ker smo že takrat slutili, da to ne bo šlo v tej smeri in je to res žal bila napačna izbira. Ampak so nas takratni strokovnjaki nekako mirili, češ, da se ne spoznamo do te zadeve in da naj dovolimo, da bodo nam pokazali, kako bo to revalo sadove. Žal se to ni uresničilo. Torej, ob tem dejstvu nekako dobro poznate finančno situacijo? Gotovo konkretno, ampak to je pa toliko zdaj poti in možnosti, da bi v tem trenutku zdaj ne upal to kaj konkretnega reči. Zlasti, ker se tudi sam uvajam in smo jutri znova skupaj, tudi so strokovnjaki iz sosednje Avstrije in sosednje Graške škofije, tako da se s njimi jutri dobimo in čez nekaj dni ali teden ali kaj bom lahko na to vprašanje kaj bolj konkretnega odgovoril. 27 milijonov dolgov zablokirani, vsi bančni računi, plombe na skoraj vseh nepremičninah v lasti mariborske nadškofije. Ali boste imeli še sploh s čim gospodariti? Ja, no, vse to premoženje, ki je, še obstaja. Tu bi se dalo s tem nekaj narediti, tako da v tej smeri gredo poskusi reševanja. Ali ob tem računate morda tudi na pomoč od zunaj, morda iz ljubljanske nadškofije, Vatikana? Bi bila zelo dobrodošla, vendar je malo upanja, ker se povsod tudi obadajo z podobnimi zadevami. No, recimo, lahko tudi kaj pride odkot, ampak poskušali smo že na razne načine, tudi v sosednjih škofijah in zna biti, da se bo nekaj tega posrečilo. Samo tole še vas moram vprašati. Danes veliko medijev namiguje pravzaprav, da ste tudi vi imeli pomembno vlogo pri tej finančni nastali situaciji, da ste tudi sodelovali pri nekaterih odločitvah, da ste bili v gospodarskem svetu. Kako odgovarjate na te očitke? To je pa zmota. To sem danes preč videl v delu, da sem jaz bil zraven nikoli. Bil sem pa v tem svetu, ki pa ni imel praktično nobene besede. Mi smo bili tako informirani od daleč, pač najnujnejše, ampak nismo. To pa je napaka in razmišljamo, da bi zahteval preklic tega. Najprej bomo to storili, ker je to popolnoma nezgrešeno. Nikoli nisem bil zraven, direktno v gospodarskem svetu. Vedno pa sem bil z takim malo distanco. To bi se tudi dalo še kaj bolj konkretno reči, vendar pa ni zdaj tisti čas v tem trenutku, ampak v tem trenutku je naš čas, da skušamo pomagati, reševati in z združenimi močmi nekako potegniti ta voz iz tega zadrege. Dr. Stanislav Lipovšek, hvala lepa za ta pogovor. Tudi vam za vašo pomoč in pripravljenost.
S predstavo Rdeča kapica v izvedbi Lutkovnega gledališča Zapik iz Ljubljane se v Lutkovnem gledališču Maribor jutri začenja 24. mednarodni lutkovni festival, poletni lutkovni pristan. Festival se bo končal 2. septembra, do takrat pa se bodo zvrstile predstave za otroke in odrasle. Posebnost letošnjega festivala je, da bodo na njem sodelovale predstave različnih umetniških in lutkovnih akademij ter posameznih lutkarjev in lutkovnih gledališč. Mariborski pozavnist Branimir Slokar je pred 40 leti ustanovil kvartet Pozavn, ki še danes uspešno nastopa doma in v tujini. Pred časom je svojo zasedbo gostoval v Mariboru, kjer mu je župan Andrej Fištravec kot priznanje podelil mestni pečat. Pihni! Tako je pred 2 letoma izgledalo prvo srečanje avtorice pričujočega portretnega zapisa z energičnim in dinamičnim pozavnistom Branimirjem Slokarjem. Skoraj nemogoče je verjeti, da bo ta svetovno priznani pozavnist in uveljavljeni profesor pozavne čez nekaj let dopolnil 70 let. Sem kot profesor na akademiji v Nemčiji sem zdaj zaključil, sem za 2 leti podaljšal, pri 65 letih je šlus. Jaz sem podaljšal zaradi tega, ker sem imel nekaj študentov, ki sem videl, da so že ravno na tem, da končujejo in jih ne prepustim enemu drugemu. Ni tako, da bi danes bil rekel, meni je danes vse eno, tega ni. Mogoče Maribor le malo bolj simpatično vidiš v publiki kakšne obraze, ki še iz osnovne šole se zgodi, pa ta punca, s katero sta se mogoče takrat fajn razumela, a bo prišla in kako izgleda zdaj. To so vedno takšna razmišljanja, ampak bolj za hecko zares. Ko je pri 17 začel s pozavno, je zmeraj sanjaril o solistični karieri. Izkušnje je nabiral v sestavih s klavirjem, orglami, harfo, simfoniki in s komornimi sestavi. Bolj sem začel tudi iskati po literaturi in v baročnem času predvsem je bil pozavnen kvartet zelo cenjen. Skoraj vse, kaj igramo, smo mi naročili. Je za nas napisano. To so ali je originalna skladba, kot ali pariška svita, ali pa tale fanfara za 40 let, ali so priredbe, Bach, Mozart. Kaj žene človeka k teh stvarih? Dobro, doseči neko perfekcijo, biti boljši od drugih. V tenisu biti number one je želja vsakega klinca oziroma punčke, ki je začela igrati tenis. Tako da je to skoraj tale športni izziv, nekaj takega tudi v glasbi. V 40 letih delovanja je kvartet Slokar le enkrat samkrat odpovedal koncert. V kvartetu zdaj igra že 3. generacija pozavnistov. Le Branimir Slokar je zasedbi kot capo di banda zvest že vseh 40 let. Meni je super, če igram z mojimi fanti, ki bi jim lahko bil skoraj že stari ata nekaterim, ampak se vseeno, kaj fanti, bomo zdaj to, pa bomo zdaj, ne moreš se pustiti, ko so težave, ne, se preveč ljudi popusti in to ni nikoli bil moj stil. Silvio Berlusconi, ki je bil včeraj zaradi davčne utaje pravnomočno obsojen na 4 leta zapora, je dejal, da je žrtev sodnega pregona brez primere. Obsodba Vrhovnega sodišča pa po njegovih besedah temelji na popolnem niču. V kratkem videoposnetku, ki so ga sinoči hkrati objavile vse največje italijanske televizijske postaje in medijske spletne strani, je Berlusconi še napovedal, da bo ostal v politiki in na čelu svoje stranke, ki se bo spet imenovala Naprej Italija. Združene države bodo iz preventivnih razlogov v nedeljo zaprle določeno število svojih veleposlaništev v nedoločenih državah. Nekatera veleposlaništva bodo morda zaprta več kot le en dan, vse pa bo odvisno od izidov varnostnih analiz. Po poročanju medijev naj bi ukrepe veljal za veleposlaništva, ki so ob nedeljah načeloma odprta, torej v muslimanskih državah. Skoraj 3 leta potem, ko so iz rudnika zlata in bakra na severu Čila po več tednih rešili 33 rudarjev, se je preiskava upravljanja rudnika končala brez uradne obtožbe. Primer so končali, ker niso našli nobenih dokazov o kazenski odgovornosti lastnikov rudnika. Odločitev ni po godu preživelim rudarjem, ki še čakajo na izid tožbe, ki je bila vložena proti čilski nacionalni službi za geologijo in rudarstvo. V tožbi ji očitajo malomarnost, ker ni izvedla inšpekcije delovnih pogojev in varnostnih razmer v rudniku. Za vsakega ujetega rudarja v tožbi zahtevajo 500.000 ameriških dolarjev. Španska policija je razkrila mrežo ponarejevalcev luksuznih avtomobilov, tudi Ferrarijev. Predelane avtomobile so prodajali na spletu, cene pa so bile skoraj 4-krat nižje od originalnih avtomobilov.
Slončko na posnetku danes marsikdo zavida. Slončko, ki se je skotil v teksaškem živalskem vrtu v začetku julija, so v živalskem vrtu pripravili majhen bazen za zabavo, igranje in učenje uporabe rilčka ter zaenkrat še nerodnih tačk. Mlada slonica Bili tako s svojimi predstavami navdušuje mnoge opazovalce. Nanjo so v živalskem vrtu še posebej ponosni, saj je šele drugi azijski slon, ki se je pri njih skotil v 104 letih. Še to, prikupna slonica na posnetku tehta več kot 160 kg. Vročina se bo v teh dneh še stopnjevala. V nedeljo popoldne in v noči na ponedeljek bo v severni Sloveniji možna kakšna nevihta. Še vedno pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem. Požarna ogroženost se povečuje tudi drugod po državi.